Spoštovane in spoštovani gledalke in gledalci oddaje s farmacevtom za zdravje. Danes bomo na to temo zelišča in čajne mešanice povedali nekaj zanimivega in več. Seveda, naša sogovornica je magistra farmacije Polonca Fiala Novak iz Svetega Jurija ob Ščavnici, Pomurske lekarne, kjer ste vodja. Polonca, zelišča, čaji, tu se pa lahko vendarle dosti sami pomagamo, čeprav imate tudi vi police, ki se šibijo z raznimi čajnimi mešanicami, pa pravzaprav morda uvodoma zelišča in posledično seveda, kako jih zauživamo. Ja, lepo zdrav vam in našim seveda gledalcem. Ja, današnja tema bodo zelišča, predvsem čajne mešanice, kot ste rekli. Zanimiva tema, verjamem, da tudi v mesecu decembru izjemno, bom rekla, primerna. Namreč čas, ki je pred nami oziroma v katerem se nahajamo, ponuja nek čas tudi za nekoliko bolj umirjeno klepet, včasih ne samo ob kavi, ampak vse bolj tudi ob kakšnem čaju, ki ga doma pripravimo. Lahko rečem, da vse več ljudi nekako posega ne samo po tistih ali pa sploh ne po tistih filter čajih, ki se dobijo v trgovinah in včasih razen arome kaj dosti ne ponujajo in včasih celo tisto aromo težko definiramo, za kaj gre. Ampak predvsem posegajo ljudje po tistih mešanicah, ki si jih doma ali sami pripravijo ali kje kupijo. To se pravi, včasih govorimo o nekih zeliščih, ki vemo, da so nekoliko bolj naravne. In seveda prav je tako, da smo temu nekoliko bolj naklonjeni, kajti od tukaj tudi izvira, bom rekla, fitoterapija, ki je že z nami več kot 200 let, nekoč je to bila pravzaprav edina veja zdravljenja, pravzaprav je bila rastlina edina, kar so ljudje imeli, so jo proučevali, poskušali, delali izkustva iz tega in iz tega se je tudi danes rodila fitoterapija, kot jo danes poznamo. Naj povem, da ljudje, bom rekla, posegajo po mešanicah, ki jih doma pripravljajo sami, kar je izjemno prav. Včasih seveda tukaj moramo dati nekaj poudarek, na kaj biti, kot ste rekli, pozorni, kadar to pripravljamo. Predvsem, če rečemo pozorni, moramo biti na to, da rastline v prvi vrsti seveda poznamo, da tudi vemo, kako nekako delujejo, da vemo, kdaj jih natrgati, kako jih nekako pravilno posušiti ali pa shraniti, če rečeva, in potem tudi, kako jih pravilno uporabiti. Zdaj, včasih rečemo, rastline še kar prepoznamo, tiste osnovne, jih posušimo na hitro, pa tukaj se že kar pogosto neke napake rade pojavljajo. Zdaj, če govorimo o tem, da včasih ljudje jih posušijo na premočnem soncu, da jih pravzaprav skoraj sonce požge, ko so potem potrgane. Včasih jih dejansko ljudje sušijo v nekem vlažnem vremenu, vlažnem prostoru, ko se zraven tudi nekako razvije potem plesen, ki je vse prej kot neka učinkovitost, ki bi jo potem želeli, ampak kvečjemu lahko tudi to pravzaprav nam škoduje. In tukaj smo torej pozorni, če jih pravilno naberemo, dajmo jih pravilno posušiti, tudi shraniti v neki bolj temen prostor, suhi prostor, ne v polivinilnaste vrečke, ampak v papirnato vrečko ali kakšne take škatle, ki vendarle nekoliko dihajo, predvsem govorimo karton, papir. In potem bodo zelišča res tista pripravljena, kar bo pravzaprav imeli neki dodaten, bom rekla, dodatno noto, ko bomo to dejansko skuhali in ponudili tako sebi, družini, kot tudi našim prijateljem. Nekaj ste že povedali, kaj treba paziti, kajti vse več ljudi se mi zdi v zadnjem času se odloča v prostem času malce nabirati, malo tega, malo drugega. Nedavno, takole za umestni klic, nedavno sem govoril z enim zeliščarjem, tako slučajno, pravi, da tudi ni dobro preveč različnih rastlin mešati. Pravijo, da tisti pravi čaj je sestavljen iz 4, morda 5, ne pa da damo vse notri. Jasno, moramo poznati, kot ste dejali, funkcijo določenega zelišča. Kako je s tem? Je to... Ja, res je. Kaj moramo paziti? Tako, paziti moramo, kot ste rekli, pravzaprav zelišča, ki jih naberemo, imajo neko svoje delovanje. Seveda moramo vedeti, katere učinkovine pravzaprav imajo to zelišče, kako deluje. Ni smiselno, če damo nek primer, zmešati recimo
timijana, materine dušice, ki dejansko pomaga pri izkašljevanju z neko učinkovino, predvsem govoriva recimo o slezu, ki pa pomirja. Ne bo nič od škode, ampak dejansko imata eno delovanje za pomirjanje, kašelj, drugi za izkašljevanje in dejansko tukaj mogoče niti ni smiselno, ni kompatibilno v tem smislu. In takih stvari je veliko. Zdaj, kot pravite, ljudje radi sami in dejansko to je pravzaprav pohvalno in vsako gospodinjstvo ali pa vsak dom je, bom rekla, sila pomembno, da imamo doma neko zelišče. Zagotovo. Je pa res, da včasih ljudje nekako v tej želji, da je vse domače, ne samo, da je vse bio ali pa vse zelišče, ampak predvsem, da je domače, pa vendarle v tej vnemi lahko naredijo določene napake, kot ste rekli. Bom rekla, ne predvsem na tem, kot govorimo sedaj o mešanicah, ampak govorimo predvsem o tem, da moramo vedeti, kaj potrebujemo za določeno bolezen in kako to učinkovino ali pa pridobiti. Zdaj, če damo nek primer, recimo ameriški slamnik. To ima skoraj vsaki zeliščni vrt že doma, ameriški slamnik. Vemo, da rastlina kot taka je za krepitev naše odpornosti, to se pravi imunskega sistema. In zdaj pa moramo vedeti, koreninice imajo največ teh učinkovin, korenine kot take, ki bi vplivale na naš imunski sistem. To ljudje že skoraj da vedo, ampak potem korenine posušijo, jih pač umijejo, perejo, posušijo, narežejo in potem z tega kuhajo čaj. Kaj je tukaj problem? Problem je v tem, da v vodni fazi bo zelo malo, ali pa lahko rečemo skoraj zanemarljivo malo učinkovine, ki vpliva na naš imunski sistem, prehajalo v ta čaj. In tukaj bomo mi to kuhali, bomo z nekim pričakovanjem to uživali, ampak nekega bistvenega učinka ne bomo zaznali. Govorimo o tem, da korenine se v tem primeru ameriškega slamnika predvsem ekstrahirajo v etanolu, to se pravi alkoholu, v alkoholnih raztopinah. Lahko je tudi domače žganje, seveda, ampak ne v vodni raztopini. Dočim za razliko, govorimo o steblih, bom rekla listih, cvetovi, to pa dejansko v alkoholu lahko raztapljamo, ni pa nujno, tukaj pa so tiste čajne mešanice ali pa čaj kot tak iz tega poparek pa sila učinkovit in dobimo tisto, kar želimo. To se pravi, kako dobimo, kako ekstrahiramo, po domače rečeno, kako to izlužimo, je bistveno vprašanje. Tukaj je nekaj zadaj že znanja, ki ga pač moramo imeti. Za vse rastline dejansko primerno. Potem, če bi šli podrobnosti, bi rekli, ena rastlina nima samo ene učinkovine, jih ima več. Zdaj, katero mi želimo za svoj učinek, morda kakšne ne želimo, kakšna je morda strupena. Damo primer recimo žajbelj. Žajbelj ima učinkovino tudi tujon, to je taki skoraj da živčni strup, bom rekla, ki se pa izloča predvsem v lipofilnih, to se pravi v alkoholu, v lipofilnih medijih se izloča in tega si ne želimo. To se pravi, kako dobiti tisto, kar si želimo in zavreči tisto, kar si ne želimo, je včasih doma neka skoraj da že umetnost. Da ne govorimo o tem, če bomo mi čaj pili kot tak za družbo, je seveda priporočljivo, je smiselno, če pa ga mi želimo dejansko shraniti za neke zdravstvene tegobe, k čemur je vedno več ljudi tudi nagnjenih, želi si to, pa je pomembno, koliko učinkovine bomo mi v čajni mešanici pridobili, ali bo to dovolj, da mi lahko pričakujemo nek izid, izboljšanje zdravja, preventive in tako naprej. Tukaj so ti pomembni poudarki, ki jih včasih tudi na kakšnem predavanju rada ljudem nekako povem. Zato tudi, če gremo zdaj naprej, včasih ljudje rečejo, ko pridejo v lekarno, nekaj naravnega bi, nekaj zeliščnega. In dejansko oni v svojem razmišljanju želijo kot čaj. Včasih jim ponudimo v obliki tablet, v obliki sirupa, pravijo, ne, zeliščno. Naj povem, ja, zelišče kot tako ima učinkovino. In ta učinkovina je lahko v čajni mešanici, lahko pa jo mi tudi večje količine vgradimo v sirup, v tableto. Zakaj ljudje rečejo, zakaj bi vgrajevali? Ja, po eni strani, zakaj bi vgrajevali, po drugi strani pa, kot sem rekla, če želimo mi višjo koncentracijo, toliko čaja ne bomo mogli zaužiti, bomo to učinkovino, žal ali pa na srečo, imamo možnost dali v sirup, v tableto, v kapsulo in bomo kljub temu, da je v obliki zdravila, farmacevtske oblike,
zaužili vendarle zeliščni pripravek, zelišče ali pa čaj, če rečemo, kot čajno mešanico. To se pravi, to so tiste dileme, včasih na katere ljudi treba opozoriti, da vejo potem, kaj pričakujemo, kaj si želimo in potem pravo pot peljemo naprej. Vse več ljudi pije čaj, v zadnjem času se zopet vračamo, še daleč, da smo Angleži ali pa nekdo, to so stoletja, tradicija, tea for two, pa recimo ob 4 oziroma ob 5 pijejo Angleži čaj, bolj tistega ta pravega, indijskega, zelenega morda, mi pa se bolj nekako pri nas nagibamo k tem zeliščnim čajem. Nekaj me zanima, vem, da črni čaj, pravi čaj ima tein, nekaj podobnega kot kofein, se pravi tudi pred zvečer ne bi smeli piti takšnega čaja. Imajo zeliščni čaji tudi ta tein v sebi ali ne? To mi je se takole porodila sedaj misel. Zeliščni čaj pravzaprav tega teina ne vsebuje, ali pa tako zanemarljivo, da pravzaprav tukaj ne moremo o nekem tem učinku govoriti. Ja, in kot ste rekli, dejansko pri nas je pitje, kultura pitja čaja vendarle še bolj na teh zeliščnih, tako ni obred, čeprav nekako predvsem v mestih nekako opažamo, da mi si se povabimo reči kakšnega, se povabimo na kavico, kje druge pa tudi že rečejo, gremo na čaj ali pa povabimo na čaj, je pa res, da dejansko še vedno tista kultura, ko je točno o 5, kot ste rekli, rezervirano za pitje čaja, pri nas ni, je bolj za skorajda za kavico pitje. Ampak ne glede na to, ljudje so s čajem nekako obkroženi že, bom rekla, skozi zgodovino. Zdaj, kje so tisti zametki, če greva malenkost v zgodovino pogledati, pravijo, legenda pravi, da je dejansko to nekje 5000 let nazaj, ko je na kitajskem dvoru je cesar počival in dejansko je vetrič prinesel te čajno listje v vročo vodo. In ko je popil, dejansko se mu je zdelo to imenitno in legenda pravi, da tukaj izvira potem obredje ali pa sam način pitja čaja. Ja, pri nas, bom rekla, ljudje stremijo k temu, kar je lepo, da se nagibajo, vendarle bolj k temu, da pijejo domače ali pa zeliščne mešanice, da vse manj tistih res aromatičnih, nekih umetnih arom, ki so pač seveda v trgovinah na policah. To je pravzaprav bistveno in to zavedanje, da pitje čaja ni samo možnost dejansko druženja, ampak da lahko tudi marsikatero zdravstveno tegobo z čajnimi, pravilnimi čajnimi mešanicami tudi preženemo ali pa pozdravimo. Sedaj gremo k čajnim mešanicam nazaj. Vse več, kot smo dejali, ljudi posega doma. To so stvari, kot so kopriva, lipa in še kaj, Ampak mene zanima, katere zelišča pa ne bi smela manjkati, recimo, takole, ne bom rekel vsakem domu, ampak večini domov, ali pa vse pri tistih, ki nabirajo mešanice oziroma zelišča za čaj. Ja, prav imate, če gledamo nekoliko nazaj, desetletja naše babice, skoraj da zagotovo je vsaka hiša imela lipo, Danes to cvetove lipe vidimo, ko gremo mimo lipa, recimo cveti, diši, pa vendarle se malo, bom rekla, družina ali pa bom rekla posameznikov odloča, da bi lipo še vendarle nabralo. Pa je lipa pravzaprav izjemno pomembna. Če gledamo konec koncev, drevo lipa je simbol slovenstva, pa tudi cvetovi kot taki ne samo, da lepo opojno dišijo, ampak čaj lipin je prvič dobrega okusa, drugič primeren tako za otroke kot za odrasle, ima bistveno funkcijo recimo pri prehladnih obolenjih, recimo pospeši potenje, kar je bistveno takrat, ko imamo recimo virozo, prehlad, kakorkoli že. Dejansko jaz se iz svojega otroštva spomnim predvsem lipovega čaja, in dejansko to želim prenašati naprej, da se to vendarle nekako ohrani. To se pravi, lipa je tista, ki skoraj da ne bi smela manjkati in skoraj da, če imamo to željo, jo lahko najdemo, jo lahko naberemo, posušimo, enostavno nimamo skoraj nekaj zgrešiti. Nadalje, če pogledamo kamilica, tudi to nekoč vsaka hiša je imela kamilice, danes pa res časi, ko se malo pogovarjamo, res je, kamilica je hitro ušiva, to se pravi, kje nabriti, da ne bodo uši, to se pravi, tukaj bodimo pozorni, da naredimo več škode kot koristi, pa vendar kamilica spet, bom rekla, ima delovanje protivnetno, protibolečinsko, če rečeva, pogosto jo uporabljamo recimo za izpiranje, za kakšne obkladke, kakšno vneto kožo, recimo odlično pomaga ta obkladek iz kamilice,
potem pri zobobolu recimo zgrgramo kamilični čaj, v raznih teh pripravkih, ki se dobijo v lekarni, je kamilica dodana. Da ne govorimo o čaju iz kamilic pri malih otrocih, ki imajo krče, kolike, tudi odrasli takšne in drugačne prebavne težave. Kamilica je taka, bom rekla, nepogrešljiva, ki naj bo doma posušena in shranjena. Potem mogoče redkeje, pa vendarle bistveni je bezeg. Bezeg recimo, vemo, da včasih, ne vem koliko še to ljudje vendarle prakticirajo doma, se ga tiste cvetove ocvrlo, je tiste prva hrana, ko je bezeg zacvetel, lepo dišal in se ga je ocvrlo. Potem pa bezeg drugače posušimo, spet shranimo in ta jaz osebno zelo rada naredim mešanico bezeg, lipa, kamilica. To je pripravek, bezeg ima odlično delovanje za naš imunski sistem, podpira imunski sistem, odpornost, torej našo, in skupaj z lipo izjemno dobro data učinek k potenju. Torej, ko smo mi prehlajeni, pa želimo, da se telo spoti, s tem premaga bolezen, torej bezeg z lipo, odlična kombinacija. Če potem gremo naprej bezeg, ko potem cvetovi dejansko grejo v plodove, to se pravi tiste male kroglice, tam moramo biti že nekoliko bolj previdni, izjemno učinkovino vsebuje sambokol, ki je prav podpravljen za imunski sistem. V mnogih sirupih v lekarnah je ta plod dodani, ekstrakt tega plodu, namreč je zelo odličen predvsem pri otroških sirupih za imunski sistem. In tudi doma ga lahko dejansko uporabljamo, res pa je, da tukaj previden, tukaj so lahko nepravilna priprava ali pa prekomerno uživanje tega je lahko tudi strupeno, škodljivo pravzaprav. Tako da tukaj, če bomo nabirali cvetove, ni nobene dejansko nevarnosti, za razliko od torej plodov. Če gremo naprej, prej sva nekaj že žajbelj omenjala. Žajbelj bi rekla, da ima svoj specifičen okus. Mnogo dejansko ljudi ga nekako zavrača prav zaradi tega, ampak če naredimo taki blagi žajbelj skupaj, pa imamo za grgranje ob bolečinah v žrelu, je izjemno dobrodošel žajbelj, deluje protivnetno, protiglivično, protibolečinsko in je dobrodošel tudi pri raznih razjedah v ustah, torej aftah, tudi tiste recimo herpesne oblike na ustnici z žajbljem lahko odlično nekoliko torej oblažimo. Torej žajbelj je spet taki, ki je pomemben, je smiselno dajati, res pa je, da rada poudarim, žajbelj imejmo predvsem za grgranje. Za pitje lahko, vendar predvsem v smislu ženski so v menopavzi, takrat imajo tiste hude polive, oblive vročine, potenja in tam žajbelj, ki ga pijemo, to se pravi kot čaj, pa tudi to lahko oblaži, sicer pa za vneto žrelo predvsem grgranje. Če gremo naprej, kašelj je danes taki, bom rekla, moteč oziroma si ga nihče ne upa danes privoščiti zaradi epidemije covida. Če kdo pokašlja, smo kar vsi nekako, nam se alarm vklopi in zato nikakor ne sme doma manjkati timijan, torej materina dušica. To pa je res na vsakem vrtovu lahko, na zeliščnem vrtu ali pa tudi v lončkih, ni problema. Timijan se uporablja tudi konec koncev pri kuhanju, v kulinariki, predvsem pa v čajnih mešanicah ali pa kot samostojno, kadar nas muči kašelj, timijan pomaga to nekako, da izkašljamo to sluz, ki se nabira in je v tem smislu izjemno dobrodošel. Zdaj, če greva še malenkost naprej, nekoliko smo obdelala dihala pa potenje, mogoče pogledava še meto. Meta je tudi taka skupaj z meliso, ki je na vsakem vrtovu, na vsakem vrtu, tudi dejansko lahko v lončkih, kot pravim. Meta je tista bistvena, ki včasih reče ljudje, da jim je slabo, da bruhajo. V lekarni pravzaprav razen ingverja težko najdeš prav neko pripravek, ki bi bil proti bruhanju. No, meta ima to lastnost, to učinkovitost. Metin čaj pijemo po požirkih, izjemno dobro nekako ublaži ta prebavno, tako pomirja prebavni sistem, prebavo kot tako. Tudi v mešanici skupaj z meliso, mogoče tudi malo sivke dodamo, odlična v smislu nespečnosti, ko ljudje ne morejo zaspati, začer taki čaj popijejo in je lahko veliko boljša zadeva. Zdaj malenko še mogoče borovnice, plodovi borovnic, včasih tudi v vsaki hiši so bili,
Borovnice, torej posušene, so dobre pri prebavnih težavah oziroma pri driski, predvsem pri otrocih, tudi pri odraslih. In če imamo to doma, lahko kakšno tisto prvo prebavno težavo sila dobro preženemo tudi s tem. To se pravi, vse te lahko naberemo, jih poznamo, so avtohtone, imamo jih skoraj na dosegu roke. Pa še kakšno smo rekla prej, sivko, recimo rožmarin zraven, je pa lahko tista domača zeliščna lekarna skoraj da že pripravljena. Vse to imava. Polonca, fijala, novak, ampak tudi treba znati skuhati čaj. Ne? Tu so pa eni zelo zakomplicirani, ne? Se pravi, nekatere čaje treba zavreti, pokriti, nekatere samo preliti, pa odprte pustiti. Ne? Tu pa že moramo imeti malo več znanja, morda nekaj pravzaprav še v tem, kako čaj pripraviti, kako dolgo ga pustiti. Bomo dala taka čista, enostavna, preprosta navodila in bo po mojem tudi ta zagata za vedno rešena. Naj povem, imamo neke približno 3 načine priprave čajev. Zdaj najpogostejši je, bomo rekla, poparek. To se pravi, tukaj včasih naredijo ljudje kar napako, vse čaje kar vrejo in vrejo. To ni nekako priporočljivo. Poparek je najpogosteje prisoten pri tistih rastlinah, ki so nežne, recimo govoriva tako o kamilici, kot o recimo bezgovem cvetu, kot o lipi, o žajblu. Pravzaprav vse, kar sem skoraj danes povedala, tudi timijan med temi rastlinami, razen borovnic plodov. To se pravi, vse, kar sem danes govorila, je za poparek. Kaj to pomeni? Pomeni, da damo vodo zavremo, prelijemo po zeliščih, pustimo, da se izluži 5 do 10 minut, mogoče malenkost več, precedimo, ohladimo, lahko osladimo z medom, z limono in je to čaj pripravljen. Za razliko od tistih zelišč, ki imajo bolj tako trdo, grobo strukturo, govorimo predvsem o o koreninah in o plodovih, recimo. Prej sva rekla korenina pri ameriškem slamniku, ampak tam začaj ne bo primeren. Sles je izjema, ki ga bova na koncu omenila, bova ga dala kar malo v vprašaj. Recimo borovnice, plodovi, pa recimo, ja, ker sva govorila o borovnicah, tam pa dejansko je potrebno dati v mrzlo vodo, zavreti, pusti se, da se vre tam 5 do 10 minut, pustiti, da potem tudi se še nekoliko izluži, potem precedijemo in lahko pijemo. To se pravi, vsa tista trša struktura kot taka. Če pa smo izpostavila, to je dejansko prevretek. Če sva pa prej izpostavila sles, tukaj prije v tretji način priprave čaja, to je pa hladen način. To so rastline, ki so nekako občutljive na vročino, na toploto. In tu je sles, ki je taki sluz izloča, učinkovina je sluz, ki nam prekrije potem recimo sluznice dihal. In ta sles, slezove koreninice, nekoč so bile zelo, zelo povpraševane tudi v lekarnah, danes je to kar nekam v pozabo šlo. Koreninice slezu prelijemo z hladno vodo, pustimo 1, 2, lahko tudi čez noč, da se nam maka v hladni vodi, postane nekoliko bolj sluzasto, precedimo, potem pa lahko pogrejemo na neko temperaturo, ki jo mi zaužijemo, ne pa zavremo. To je tretji način, da ne uničimo učinkovine, ki je bistvena. Zdaj, zakaj se ta sles korena uporablja? Predvsem pri kašlju, pri otrocih, pri odraslih, potem za kapljice za vnos, pri razraženi sluznici, pri hladnih obolenjih, to se pravi, tukaj imamo torej 3 načine in če to približno osvojimo, ne moremo pravzaprav zgrešiti. V Murskih lekarnah imate verjetno tudi na razpolago kar široko paleto čajev, ne tisti v filtrah vrečkih, ne, ampak zdrobljene, narezane, se da pri vas to dobiti, kupiti, pa tudi verjetno, če pride nekdo z neko tegobo, mu svetujete ta čaj, pa ta čaj, pa ta čaj, skupaj zmešate, napravite takole. Res je, čajne mešanice so tako v lekarniških policah dosegljive, kot tudi apeliram na naše ljudi, ko imajo to osnovno znanje, lahko doma sami pripravljajo. Zdaj, kaj je bilo smiselno pripraviti? Prej sva že rekla, recimo v boju z prehladnimi obolenji, kakšno lipo, bezek, kamilico zmešajo, imajo dejansko pri vročinah, pri prehladnih obolenjih in tako naprej. Kar se tiče kašlja, predvsem timijan izpostaviva, če bi dodala kakšne trpote, če ga kdo pozna, lahko doda in je dejansko zelo dobro predvsem pri kašlju. Potem sva rekla borovnice doma, da imajo prsni čaje v lekarni na voljo. V lekarni imamo mešanico, ki so dejansko pač potem učinkovine res po tistih koncentracijah, ki bi nekako najbolje učinkovale. In tukaj pač na ljudeh je, ali se poslužijo pripravljenih čajev, ali imajo možnost torej pripraviti doma.
V lekarni imamo tudi kakšen taki domač čaj, ki nas spominja mogoče nekoliko nostalgično na tiste čase otroštva. Imamo timijan, kamilico, žajbelj, kot sva vse omenila, ali pa doma ljudje potem to sami pripravijo. Za našim poslušalcem seveda želim, da ko bodo srkali tudi v teh prazničnih dnevih decembra skodelico čaja, da se vedno spomnijo, da je čaj lahko tudi zelo odlična rešitev raznoraznih zdravstvenih tegob. Na drugi strani pa odlična iztočnica za druženje z nam ljubimi ljudmi, v krogu družine, prijateljev in tako naprej. In tudi želim, da ob tem srkanju čaja nekako tudi razmislijo o tistih željah, ki so pomembne tudi za prihodnje leto, da razmislijo o vsem, kar je bilo lepega v tem letu, in v tem smislu tudi se sedaj zahvaljujem našim gledalcem, da so nas spremljali v naših oddajah, da so bili z nami. Upam, da je kakšen koristen nasvet bil podan. Sicer pa želim v novem letu vse dobro, vsega v izobilju, predvsem pa zdravja in seveda, da se bomo družili tudi v prihodnjem letu. Hvala Polonca Fiala Novak, magistra farmacije Pomurskih lekarn, za celoleten trud, vaš prispevek, in sem tudi sam prepričan, da z veseljem naše gledalke in gledalci si pogledajo te oddaje s farmacevtom za zdravje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, tako kot je že Polonca Fiala Novak zaželela vse dobro, predvsem pa zdravja vam tudi voščim jaz. Danes je bila tema zelišča in čajne mešanice. Upam, da kje v kakšni prijetni družbi, res morda ob toplem ognjišču domačega doma, podoživite prehod iz starega v novo leto. Želim vam lepe praznične dni in v prihodnjem letu 2022 veliko zdravja. Pa srečno!